Danes sem v Milanu, ampak ne zaradi hokeja, zaradi dveh Suzukijev. E-Vitara se imenujeta. Drugače pa tam na zadnji skrita E-Vitara. Ja, Vitara se imenuje zato, ker so hoteli ohraniti svoje stare kupce in povedati, da še vedno mislijo na njih. Obenem je pa to avto za novo obdobje, ker je popolnoma električen. Prvi za Suzuki. Drugače sem pa komi prišel ta prav čas sem, ker so spet neki zašuštrali pri letalskih povezavah, tako da zdaj si gledam predstavo, jutri se pa avta dotakne. Priznam, da si predstave umetnostnega drsanja sam ne bi ogledal, če ne bi bila pač del tega programa, ampak moram priznati, da sem dejansko užival. Ok, sploh v pogledu na krasne, elegantne drsavke, še posebej na Karolino Kostner, dobitnico bronaste olimpijske medalje pred 10 leti in svetovno prvakinjo, ki je glede na ovacije še vedno zelo priljubljena. 37 let je že stara, pa se vrti na ledu kot za šalo. Malo sta se pa zavrteli tudi E-Vitari. In evo, se je dotikam. Je baje še toliko vroče, da so jo mogli dati kar na led, da se malo hladi. To je mali križanc. 4,27 metra je dolg, poganja ga izključno elektrika, pogon je pa lahko sprednji ali štirikolesni, kot se za Suzuki tudi spodobi. Štirikolesni pogon bo možen, ker zadaj namestijo še en električni motor, v tem primeru z 49 kW moči, sistemska moč pa je 135 kW, kar je po domače 184 konjev. V tem primeru bo do 100 skočil 7,4 sekunde, samo s sprednjim motorjem pa v 9. Dve bateriji bosta na voljo 49 ali 61 kWh za večji doseg in ko smo na novinarski konferenci vprašali, če je to bruto ali neto kapaciteta, so se inženirji samo spogledovali. Verjetno nas niso razumeli, ker se pri Japoncih marsikaj izgubi s prevodom. No, na enosmernem toku se bo polnil 150 kW, na izmeničnem z 11, da se bo lepo peljal, pa skrbi več vodilna prema zadaj. Seveda so pri razvoju nove platforme in komponent sodelovali z veliko Toyoto, torej bo ta tehnika uporabljena tudi za njihov bodoči mali električni avto. Ampak Suzuki je želel svojo posebnost poudariti predvsem z obliko. Glavni oblikovalec je povedal, da mora biti čim bolj enostavna in hkrati prepoznavna, tako da so določene elemente poudarjali z grafiko in tridimenzionalnimi lučmi, vse ostalo pa ne bi bilo prepoznavno Vitara. No, razen noter, kjer pa je okolje čisto novo, moderno, no sploh tale zaslon z enim ohišjem dobro izgleda. V resnici sta tukaj dva zaslona, tale 9-palčni in 10,1-palčni, ampak so bili oblikovalci posebej zahtevni, da to pa mora biti takole skupaj, da izgleda res moderno. Pa fajn, so še ohranili par gumbkov, pa za glasnost je lepo krogel gumb. Super. Kot je povedal šef znamke Toshihiro Suzuki, se še kako zavedajo kitajske konkurence, zato bodo E-Vitaro proizvajali v Indiji, s čimer naj bi obvladali stroške, vseeno pa hoče ostati prepoznavna znamka. In še vedno v svojem segmentu kompaktnih in cenovno sprejemljivih avtov. Mimogrede, v Indiji so prodali 220 000 avtov, da boste vedeli, koliko velik trg je to. Pa ne letos, samo v enem mesecu. To je 5-krat več v enem mesecu, kot pa nas prodamo vseh avtov v enem letu. Ja, koliko bo na koncu stala E-Vitara, bomo pa izvedeli septembra prihodnje leto, ko se prične prodajati tudi pri nas.